rokodelke pri društvu upokojencev Grosuplje ste pripravili v knjižnici v Grosupljem razstavo. Kako se imenuje razstava in komu je posvečena? Naša razstava se imenuje letos razstava 4 letnih časov, posvečena je pa tem približajočim se praznikom. To mislite velikonočne? Ja, velikonočnim praznikom. No, lahko predstavite to vašo razstavo. Začniva recimo pri pomladi. Ja, to je prvo drevo prispodablja razstavo, kot mislim, pomlad, ne, jer vidimo polno cvetja, ptiče, hiške, ptiče, praznik, ne, ovekovečen. Aha, pirhi? Pirhi, ja. A tudi v Grosupljem rečete pirhi? Tudi v Grosupljem rečemo pirhi. No, greva naprej? Greva naprej, ja. To je drugi del, to je prispodabla poletje. Aha. Poletje, vidimo, da je češnje so obrodile, potem morje, vidite ribe, vse take, kar spada za letovanje. In pa take druge spremljajoče stvari. Je še kakšen razstavni predmet, ki je povezan z poletjem? V bistvu je, lejte, žoga za rekreacijo, blazine, za počitek, v glavnem potovalne torbe. Kje so imate potovalne torbe? Recimo je to potovalna torba. No, greva naprej, greva na jesen? Greva na jesen, greva na jeseni, kjer je uprodilo jabolko. Aha. No, to so pa kar lepi te jabolki. A ne? Lepo. Tiste sovice krasijo to jesensko vidilo. To vse delajo vaše članice društva? Vse članice društva delajo. Koliko jih je? Nas je 21, trenutno sodelujemo pa tukaj na razstavi 18, približno. Aha, torej imamo še kaj od jeseni za pokazati? Pa tole sobe, no ne vem, določena stvar je, ki je splošna, so te torbe, vsakdanje rabo. Kaj pa? Čivalne blazine. A greva lahko potem kar na zimo? Lahko greva na zimo, še prej bi se pa mogoče tukaj ustavili na tem posebnem šopku, ki je sicer na pomladni mizi, ampak nič ne fali, oziroma je čudovit in je sicer iz kavbojskega blaga. Iz kavbojskega blaga? Ja, iz kavbojskega blaga. Ja, lep je. Ja. Iz izga blaga se delajo tudi hruške, jabolka, v glavnem kavbojsko blago je zelo zanimivo in prijetno za obdelavo. Kaj bi še pokazala, predno greva na zimo? Na zimo, lejte, torbe, različne torbe so... To so torbe na trg ali v trgovino? Za trgovino, za vsakdanje... Lahko pa tudi za na plažo? Seveda. Vidite, to je zdaj vsaka ima svojo predstavo, torej okus. To so blazine, tukaj se šopirijo mogočni mački, spodaj sloni, sicer bolj spadajo v kakšno poletno, no, tukaj pa prehajamo na zimsko. Tukaj je pa nekaj za otroške posteljice. Ja, to je pa vse. To so za otroške odejice, za otroške posteljice, to je za odrasle, to je nekaj drugačnega, to so pa gledajte blazince, kot igrače blazince. No, potem pa pridemo do zimskega drevesa, pa sneg, zlata jabolka prispodobijo v bogastvo, rodovitnost, čiste. No, potem gremo pa naprej na zimske odeje. Aha, to spada tudi, po zimi zelo prav pride, ne? Zelo prav pride. Tukaj pridemo pa do tega, kaj se delimo iz reciklažnega blaga. Iz kravate krilo, šal,
še en šal, predpasniki različni, taki, drugačni. No, potem pridemo še okrog, so stvari, ki jih rabimo otroci za zimo, To so kape, razne kape, a ne? nogavice, rokavice. No, gor na peči, zelo primeren ambient, so pa spet prevleke. Zdaj pa še nekaj besed rečva v društvu. Kje imate sedež, kje se dobivate in kolikrat na teden? Na društvu se dobivamo enkrat na teden ob četrtkih in to je prav tukaj blizu, v sobi, kjer je za to namenjena. No, in tukaj ustvarjamo idejno in fizično. Če bi se kdo želel vključiti v vaše društvo, kam naj se obrne? Ja, kar na društvo upokojencev Grosuplje.